Vladi so na včerajšnji dopisni seji predstavili oceno strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Na podlagi priporočil je vlada odločila, da se ukrep splošna omejitev oziroma prepoved zbiranja ljudi še naprej uporablja. Grožnja je precejšnja, kot veste, so nekatere evropske države reagirale bolj izrazito. Nizozemska je priporočila svojim državljanom, da se z Hrvaške vrnejo. Pri njih seveda je kultura taka, da zadošča priporočilo. Pri nas ni za pričakovati, da bi priporočila pač imela kakšen poseben pomen, ampak stanje pa bomo na vsak način vsi, ki smo nekako udeleženi pri tej epidemiji, skrbno spremljali in če se seveda situacija ne bo uredila, če bodo primeri naraščali, bo treba seveda režim nekoliko spremeniti. Zdaj, hoja po robu pomeni, da je v bistvu vsakodnevno ali pa še bolj večdnevno povečano število novo odkritih okuženih lahko napoved ponovnega vzpona epidemije po tej eksponencialni krivulji. In ta krivulja lahko vodi spet v situacijo, ki smo jo videli seveda zdaj že v številnih državah. Lahko rečemo, da jo poznamo, da ima svet zdaj izkušnje s tem. Trenutno v naši bližini opazujemo tako situacijo, recimo v Srbiji, v Bosni. Taka situacija pravzaprav pomeni po eni strani zaustavitev vseh zdravstvenih dejavnosti, kar ima, kot veste, za posledico dvojno škodo. Slabša obravnava bolnikov s COVID, ker ni na razpolago dovolj izkušenega osebja, na drugi strani pa neustrezno in prepozno zdravljenje ostalih bolnikov. In dodatno seveda edini način, ki se je izkazal za učinkovitega za zamejitev take epidemije, tudi v izkušnjah več evropskih držav v preteklih državah, je tako imenovana zapora države, ki pa ima, kot vemo, veliko ekonomsko in socialno škodo. To so razlogi, zaradi katerih takega naraščanja enostavno ne smemo dopustiti in seveda tudi razlogi, zakaj ob vsakem takem večdnevnem naraščanju začnemo izrazito opozarjati na dosledno upoštevanje vseh predpisanih ukrepov. Vključno s zmanjšanjem poti v bolj ogrožene države. Tisto, kar si v dani situaciji želimo in je v bistvu realno, je vzdrževanje nekega takega nihanja primerov oziroma sprotno zamejevanje izbruhov s pomočjo epidemiološke službe. Ampak da je lahko tak pristop uspešen, morajo biti sklenjeni pravzaprav vsi členi verige. Takojšnji pregled pri zdravniku pri simptomih značilnih za COVID, bris, ustrezna, hitra mikrobiološka diagnostika, potem dovolj malo primerov, zato da jih lahko terenska epidemiološka služba zameji in potem dosledno upoštevanje navodil za osamitev oziroma karanteno. Bistveno je seveda sodelovanje vsakega posameznika, vedno opozarjamo, v prvi vrsti pri zmanjševanju števila primerov, maske, razdalje, higiena rok, izogibanje družbam, kjer je več kot 10 ljudi oziroma članov različnega gospodinjstva, izogibanje gneči. Zelo učinkovit je tudi ta, rečemo, nefarmakološki način preprečevanja prenosa bolezni COVID-19, to je karantena, se pravi osamitev oseb v času inkubacijske dobe. Taka osamitev prepreči, da bi se virus širil na naslednje okužene, zlasti v tisti fazi, ko oseba še nima simptomov. Zato je treba biti v izolaciji, takrat v tako imenovani karanteni, celotno inkubacijsko dobo. Tak način je seveda preizkušen dobesedno stoletja, ko ni bilo na razpolago ne cepiv, ne zdravil za kugo, recimo so dali ladje v karantene, skratka ta karantena je pravzaprav izraz, ki izhaja iz teh časov. In seveda nerazumevanje in neupoštevanje navodil za karanteno je izjemno nevarno. Najprej za ljudi, s katerimi je oseba v karanteni v stiku, to so ponovadi njegovi najbližji. Po drugi strani pa seveda to pomeni povzročanje povečevanja števila obolelih na način, ki vodi v prej omenjene težave, v katerih se na koncu znajde celotna družba. Zavedati se moramo, da nam upoštevanje vseh navodil
cilj in s tem obvladovanje epidemije zagotavlja ne le naše zdravje, ampak tudi neposredno v bistvu delovna mesta in to tako zvano, tako nujno potrebno v bistvu svobodno človekovo življenje, ustvarjanje. Gre v bistvu za zelo, zelo majhne žrtve, za eno zelo, zelo pomembno stvar, ki nam je velika vrednota. Posebno žarišče seveda predstavljajo v Sloveniji domovi za starejše, kjer kljub dosedanjim izkušnjam na podlagi prvega vala in na podlagi na teh izkušnjah pripravljenih navodilih za ukrepanje, ki sta jih sprejeli obe pristojni ministrstvi, še vedno ne teče povsem gladko. V nekaterih domovih se kaže dobra usposobljenost osebja, pripravljenost na izbruh, v drugih seveda situacija ni taka. To se opaža pravzaprav zdaj že v tem drugem delu epidemije. Večkrat se omenja premeščanje vseh stanovalcev z okužbo v bolnišnice, kar je seveda nesmiselno iz več razlogov. Prvi najbolj pomemben je dejstvo, da tudi sicer blago okuženih ali asimptomatskih pozitivnih ljudi s COVID-19 ne hospitaliziramo. Namreč način prenosa COVID-19 ne pomeni, da bi bila hospitalizacija obvezna sama po sebi, tako kot recimo pri eboli. Zato seveda ni sprejemljivo, da bi morali stanovalci domov zapustiti svoj dom, ki je v domu za starejše, samo zaradi okužbe in ne zaradi svojega zdravstvenega stanja. Tisto je druga situacija, če imajo indikacijo za bolnišnico, so seveda sprejeti. Drugi razlog, ki ni nepomemben, je pa dejstvo, da vseh okuženih stanovalcev v domovih pravzaprav niti nimamo kje hospitalizirati. Zaradi prezasedenosti bolnišnic bi morali odpasti številni zdravstveni programi, ki so seveda v veliki meri, se veste, da je zbolevnost starostnikov, starejših ljudi večja kot mlajših, namenjeni prav isti populaciji ljudi. Zato bi bil to velik nesmisel, da bi se na eni strani ljudi hospitalizirali samo zaradi neke potrebe po izolaciji, ki se lahko naredi nekje drugje, po drugi strani pa ne bi bili deležni obravnave, ki jo potrebujejo. Poleg tega je pa seveda očitno, da premeščanje okuženih stanovalcev domov takoj v druge ustanove pomeni, da se domovom pravzaprav ni treba več ukvarjati s preprečevanjem okužb, saj bodo okužene tako prevzeli drugi. Kakšne so seveda posledice takega ravnanja tudi za posameznike, za stanovalce domov, mislim, da to ni treba posebej razlagati. Ker je slovensko zdravstvo trenutno v polnem teku, oziroma še več kot polnem teku, ker je treba marsikje nadoknaditi zamujeno, je seveda kadra za pomoč domovom manj kot v prvem valu. Zato je tukaj izjemno pomembno tako pametno sodelovanje vseh ministrstev, skupnosti socialno-varstvenih zavodov, direktorjev domov, pa tudi bolnišnic in zdravstvenih domov, da se nekako iz vseh teh virov le najde nekaj kadra, ki lahko okrepi delo v prizadetem domu in seveda nikakor ne vztrajanje na nekih okopih, kar ne bo pripeljalo nikamor in nazadnje bo to najslabše delovalo prav na stanovalce domov oziroma na bolnike. Epidemija nas je prizadela vse, tudi v bolnišnicah smo ob že prej slabih prostorskih in kadrovskih zmogljivostih se morali organizirati, kakor smo se vedeli in znali. Nihče nas ni v bistvu vprašal, ali si tega želimo ali ne. Epidemija se nam je dobesedno zgodila. Zdaj v nekaj besedah bi opozorila še na delovne organizacije, na delovna mesta, kjer se v zadnjem času pojavlja več okužb. Že v prvem delu epidemije, kot veste, so številne delovne organizacije takrat v Sloveniji, za razliko od drugih držav, delovale. Smo opozarjali na razmere na delovnih mestih, ki morajo biti take, da čim bolj zmanjšajo možnosti prenosa okužbe, torej potrebna je uporaba mask v zaprtih prostorih, primerne razdalje med ljudmi. Tukaj seveda prihaja v poštev ponovno delo od doma, ki zmanjša število zaposlenih v določenem prostoru.
pogosto razkuževanje rok, prehrana naj poteka na način, da ne bo preveč ljudi skupaj v določenem prostoru. Vsaki delovni organizaciji, vsakemu podjetju je na voljo specialist medicine dela, prometa in športa, s katerimi imajo podjetja pogodbo in smiselno je, da skupaj ocenijo, kakšno je v organizaciji tveganje in kako bi se dalo organizirati delo, da do teh prenosov ne bi prišlo. Še zadnja stvar, ki bi jo želela povedati, je en kratek komentar na grafe, ki jih pripravlja dnevno Inštitut Jožef Stefan. To je graf tako imenovanega reprodukcijskega števila, mislim, da to že cela Slovenija danes ve. Gre za to, koliko oseb se okuži od ene obolele osebe. Posebej smo se sedaj dogovorili, da analizirajo stanje za domove, potem za situacijo izven domov in za situacijo v celoti, saj domovi niso popolnoma ločeni seveda od skupnosti, kjer obstajajo. Tukaj so zaposleni, skratka lahko virus na več načinov kroži tudi v dom in izven njega. Kot vidite, ta črna krivulja predstavlja reprodukcijsko število za domove in to je kar zelo veliko, je še vedno čez 2. Skupno število je tam 1,2, 1,1 in nekaj, medtem ko izven domov je pa v zadnjih dneh padlo nekoliko pod 1, tik pod 1, to je tisto, kar si želimo. Kar pomeni, da če bi vztrajalo pod 1, bi začela epidemija ugašati. Kaj te številke povejo, kakšno napoved nam dajo, naslednji diapozitiv, torej z rumeno je narisano število hospitaliziranih. Če bi šlo za to reprodukcijsko število v povprečju 1,5, se pravi 1,5 osebe dobi bolezen, okužbo od enega okuženega, potem bi bili že septembra v situaciji, ko bi število hospitaliziranih naraslo do te mere, da bi morali dobesedno ustaviti zdravstvo. Vidite, da krivulja gre kar čez zgornji rob, nekoliko z zamikom, počasneje narašča pri R1,5 število hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih, ampak vendarle narašča preko meje obvladljivosti, tako da iz tega grafa pravzaprav jasno vidno, da bi bilo odlično vzdrževati R tam nekje okrog 1. Pri 1,1 se nam bo epidemija sicer še širila, ampak nekako bomo lahko situacijo obvladovali. Kadarkoli se to število dvigne, seveda lahko vodi v tako situacijo. Prejšnji teden, kot veste, smo imeli kar nekaj dni zapored veliko število primerov. Tedensko povprečje R je sicer bilo glede na te podatke nekoliko nad 1, tam okrog 1,2, ampak krajše povprečje je pa segalo čez 1,5. To je tisti razlog za v bistvu alarm, ampak tudi v tem trenutku seveda ne morem reči, da je situacija pač rešena. Taka kot je zaradi vseh teh ukrepov na mejah, prepovedi združevanja, zaprtih diskotek v Sloveniji, nočnih klubov in seveda vseh teh naših osebnih ukrepov, ki jih izvajamo. Tako da epidemija je en tak preizkus solidarnosti in pa modrosti, ne? In tukaj si ne smemo dovoliti niti pomisliti, kaj šele reči, da tega ne bi zmogli. Zmoremo.